Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes, kot sem vam obljubila, bomo govorili o zasvojenosti, o čustvih, ki vplivajo na korensko čakro, poleg tega bomo pa govorili tudi čustva, ki vplivajo na vitko linijo oziroma kako se rešite zasvojenosti s sladkorjem in potem še naprej, katera hrana deluje direktno na zasvojenosti. In ja, tukaj imam pripravljene, da vam pokažem fraktalne risbe na to nadaljevanju. Pojdimo najprej čustva za vitko linijo oziroma tam, kjer smo zadnjič zaključili v zadnjem videu, zasvojenost, korenska čakra. Se pravi, korenska čakra je povezana s tem, kaj jaz občutim, kdo jaz sem. To je definicija mene. Kdo jaz sem. In seveda, kdo ima slabo nizko podobo, kdo jaz sem, ne? Moram vsem ugajati, moram biti vsem na razpolago, želim delati dobro, zato da dobim pohvalo od drugih, da me drugi odobravajo. Se pravi, nekako, kdor ima okrnjeno ali pa kdor ima težave s tem temeljnimi prepričanji, na nek način želi potrditev poiskati z druge od zunaj. Recimo, vam povem en primer. Kdor je odraščal, tukaj pač v mislih imam nekega, pač več moških poznam, ki imajo približno isto težavo, ampak tudi ženske poznam. V vsakem primeru zadaj je očetova figura in niso v mladosti dobili podpore strani očeta. In ker niso dobili podpore in odobravanje strani očeta, se pravi, je ta očetova figura, ki je povezana s korensko čakro, okrnjena oziroma jo ni, oziroma že njihov oče verjetno je imel velike težave, neverjetno, je imel velike težave s tem, kdo on je. Dejansko te ljudje imajo veliko potrebo po tem, da ugajajo ljudem. Zdaj, seveda največkrat neki avtoriteti in največkrat je to avtoriteta v službi. Se pravi, v službi naredijo vse za drobno pohvalo. Puščajo tam vso energijo, kar je možno za svoje stranke oziroma za stranke tega podjetja, ker ponavadi nimajo svoje podjetje, ampak so neki zelo uslužni, prijazni delavci. Tam pustijo vso energijo za ščepec pohvale in za žepnino, s katero preživijo. Seveda, druga pesem je potem doma. Doma so utrujeni in ne zmorejo dati nič, zato ker so vso energijo pustili tam. In doma ni nič od njih, ne? In doma se težko ostali člani družine na njih zanesejo, težko izpolnijo svoje zadolžitve oziroma kar pozabljajo, da jih imajo. In naslednja stvar, pogosto zbežijo v neko odvisnost. In zdaj ta neka odvisnost je največkrat povezana, ali so tukaj igrice, lahko tudi alkoholizem, lahko zasvojenost s sladkorjem, potreba po tem, da se bašejo s sladkorjem, lahko je zasvojenost tudi s travo, ne nazadnje. Se pravi, na nek način beg v neko odvisnost in po drugi strani seveda spet beg v odvisnost, ki je povezan s tem, prosim, imejte me radi, prosim, dajte mi priznanje, povejte mi, da sem ureden, da sem v redu, zato ker imajo sami samo težave. No seveda, zdaj, kdor ima vse te težave, je čas, da se poglobi v svoje rane. Tudi danes sem z eno gospo govorila, je rekla, veliko težav imam, ima ščitnico težave, jem zdravila, po noči vsa čustva pridejo na dan, ne morem spati. In a mislite, da bi pomagala zdravilna molitev dekodiranja? Ja, bi. Zato ker, ampak nekje treba začeti. In recimo za vse tiste, ki se najdete v tem opisu, dajte vzeti v roke knjigo, Ko imajo čakre žur. In začnete pri korenski čakri in začnete najprej z mišičnim testom. Potrebo imam po oklepanju varnosti. Strah me je, da bi vse izgubila. Nikomur ne morem zaupati. Potrebo imam po dokazovanju svoje vrednosti. In ko to preverite z mišičnim testom, vsako trditev, in vam povem, če imate eno zasvojenost, imate sigurno, nam reka eno, vsaj 2, 3, 4 od teh trditev. Podzavesti imam preveč jeznih misli in tudi v zavesti. In potem streljam na ljudi,
ker na nek način moram braniti svoj svet. In držim navidezno v roki brzostrelko in streljam na vse, ki na kakršenkoli način ogrožajo varnost. Zdaj, saj veste, zdravilna molitev dekodiranja, stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s programom, nikomur ne moram zaupati. In tako naprej, naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo, vdih skozi nos, izdih skozi usta, potem pa imamo 4 zdravilna središča in usmerimo svoje prste, dlani, ker vsi imamo vsem zdravilno energijo, v prvo središče, se pravi nastane elektromagnetno polje med prsti in čakro 3. očesa in potem premaknemo na ščitnico, na te 2 manjši čakri, ki sta tukaj pri ušesih oziroma na čeljustnici, ki sta povezani direktno z nadledvičnimi žlezami in zmanjšanjem stresa, in potem še tukaj gor na sence, ki v glavnem te točke vplivata na epifizo, to je pa ena drobna žleza v možganih, ki deluje na to, da se tvori hormon zadovoljstva, sreče, tudi hormon spanja, ne nazadnje. In poleg ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Samo 6 minut traja za en program počistiti. No, v glavnem, zdaj, če gledamo, to je prva stvar. No, zdaj pa druga stvar, kar pa moramo razumeti pri vseh teh zadevah, če mi želimo neko spremembo v svoji zavesti, bom zelo skicirala človeško telo. Takole. Se pravi, če ste to vi, okrog vas je več pol. Eno je avra, dobro, fizično telo, polje, ki ga obdaja avra, in potem imamo pa okrog, tako kot bi bilo čustveno telo. In to čustveno telo je tako kot žarnica, ki sveti. Okrog žarnice je svetloba. In ta svetloba okrog vas je magnetna sila, to je vaš magnet. Vaš magnet, ki v vaše življenje privlači vse, kar vi želite, kar ste. In seveda zato je tako pomembno, da počistimo tiste kode, ki vibrirajo na nižjih ravneh, zaradi tega, ker to naše energijsko polje, ta magnet, postaja skrčen, manjši, se skrči. Bolj kot smo v negativni energiji, manjše je to polje okrog nas. Se pravi, ta magnetna energija okrog nas se zmanjša, bolj kot smo obremenjeni čustveno. In večjo, ko imamo polje ljubezni, večja, ko je v nas radost, strast, dobra čustva, bolj je magnetno to naše polje in hitreje se nam dogajajo čudeži. Hitreje prihajajo nove stvari v naše življenje, se nekaj zgodi, razmišljate, wow, se zgodi. Pač enostavno hitreje prihajajo v vaše življenje stvari, ki so vam po božanskem namenu dejansko namenjene. No, in zdaj pogledajte, kaj lahko mi naredimo, da vnesemo več polja v svojo svetlobo. Se pravi, v svoje polje. Dobro, s tem, ko čistimo podzavestne programe, je tako, kot da bi, če si predstavljate žarnica, ki je zapacana. Mi jo čistimo in seveda se povečuje moč, njena moč svetlobe. To je absolutno dobro. Delajte na tem. Ampak da se še okrepi svetloba okrog vas, lahko delate različne zadeve. No, in ena od takih zadev je fraktalna risba. Jaz sama ne delam tečajev fraktalne risbe, niti nisem bila na nobenem tečaju, ampak najdete na internetu dovolj teh tečajev in če vas pokliče, naredite nek korak v tej smeri. Recimo, to je ena od fraktalnih risb in tukaj je namen te fraktalne risbe materialno obilje. Sliko rišemo z zaprtimi očmi. To je zaprte oči so. In rišeš in vidite, da kaj je nastalo. Tukaj zajema vodo in gre v krošnjo in tukaj gor je še srček nastal in tukaj spodaj izgleda kot en slon in tukaj izgleda kot en konj, ki
parira ali pa kako, ki hodi. V vsakem primeru nastala je takale čudovita kreacija obilja. No, da ima zdaj tale slika, oziroma, koliko srčkov je nastalo? 1, 2, 3, glejte, 4 srčki so nastali tukaj noter v tej naključno naslikani risbi in v glavnem. Potem povzamemo barvice v roke in jih z zaprtimi očmi izvlečemo in tista barvica, ki jo izvlečemo, pobarvamo do 9 oziroma do 10 pol. In potem spet to barvico damo nazaj in spet barvamo. In v glavnem nastala, to je ena od teh mojih kreacij, v glavnem kreacija obilja. No, potem sem pa tukaj kreirala, da vidim, kaj sem tukaj zadaj napisala. Se pravi, srečno življenje, moje podjetje, srečno življenje, ima slončka. In slonček ni narisan z zaprtimi očmi, sem ga tako narisala, ampak potem sem pa čez naredila z zaprtimi očmi fraktalno risbo in je nastal tale slonček. S takim velikim srcem na sredini, tukaj v glavnem, vidite, tukaj ima uček in v glavnem zajema energijo, tako da tale moj slonček čiste sreče. No, potem, če pogledam še ena taka, aj sploh namen tukaj zadaj, pojma nimam, ampak ena risba z zaprtimi očmi, riba narisana z zaprtimi očmi, pa potem imam tukaj, pač to lahko delate zvečer, namesto da gledate televizijo. Sploh takrat, ko vam, veste, ko nimate ta prave energije. Tukaj še ena kreacija namen. Še eno drevo obilja sem narisala, poglejte to. Ravno tako z zaprtimi očmi je nastalo tole drevo. V glavnem tako srečna prihodnost. Meni je ful dobro to delati. Se pravi, namesto, da porabljate čas za neke brezvezne zadeve, poskusite fraktalno risbo. In boste videli, kako se boste zabavali in kako bo dobro in kako boste z navdušenjem to barvali in potem predvsem to fraktalno risbo obesite nekam, kjer jo lahko vidite vsak dan. Mogoče na notranjo stran vaše omarice v kopalnici ali pa na vrata garderobne omare, pač to je vaša kreacija, ki navdihuje vaša čustva. Ste jo vi naredili. No, to je zdaj ena taka zadeva, ki jo lahko naredite zato, da dvigujete vašo svetlobo vse noter. Da ta vaša žarnica vedno bolj sveti z ljubeznijo. No in zdaj pa, če pogledamo, kaj se zgodi kar naenkrat. Ko imate več ljubezni v svojem telesu, imate manjšo potrebo potem, da se na nek način ubijate. Ubijate z nezdravo prehrano, ubijate z nekimi ljudmi, ko vidite, da nikamor ne pridete. Pač enostavno nimate več potrebe potem, da bi sledili vsaki pasji procesiji, ampak prej premislite pa rečete, kam tale procesija gre, je to pametno zame ali ni. Pač razmišljate preko svojega čutenja. In s tem, ko se to vaše polje ljubezni širi, dejansko postanete lučka svetlobe, se avtomatično zgodi, da ne morete več svojega telesa ubijati s hrano, ki vam znižuje vibracijo. In zdaj bomo pa šli prav na hrano, ki je tista, ki pomanjkanje določene hrane vas vodi v zasvojenost. Zdaj pa poslušajte to. To je iz knjige, to je Moj moški hormoni Joule. Poglejte, aminokislini, cistin in cistein. To sta dve aminokislini, ki jih drugače dobite, če jeste pršut, piščanca, ribe, jajca, mleko, mlečne izdelke, rdeča paprika, česen, čebula, brokoli, brstični ohrovt, ovs, kvinoja in pšenični kančki. In rečete, to je enostavno dobiti s hrano, ampak pogosto se zgodi, da imamo pomanjkanje hranilnih snovi oziroma encimov v prebavnem traktu in se hrana ne zmore razgraditi na manjše delce.
In takrat je pač problem. Zdaj pa poslušajte, kaj se zgodi. Opozorilni znaki o pomanjkanju cistina in cisteina, se pravi, pomaga pri odvajanju od zasvojenosti z alkoholom in tobakom. Se pravi, prva zadeva, to je naloga teh dveh aminokislin. Če imate vi pomanjkanje teh dveh aminokislin, imate težave z zasvojenostjo z alkoholom in s cigareti. Naslednja aminokislina, ki se imenuje fenilalanin, v glavnem preganja depresivnost, ampak če imate pomanjkanje te aminokisline, imate, samo majčkeno da pogledam, povečana potreba po sladkih prigrizkih. Dejansko zasvojenost s cukrom. In imamo 3 aminokisline, ki so ključne za to, da se vam zmanjša zasvojenost. Se pravi, če vi želite dobiti te aminokisline, potrebujete jajca, pač vemo, ekološke pridelave, mleko, mlečne izdelke, če ste občutljivi na laktozo, v tem primeru pač posegate po mandljevem mleku, potem pa tukaj špinača, grah in predvsem ribe, piščanec, pršut, puran. Ampak v glavnem greste za to, da dobite dobre aminokisline, iz katerih vaše telo potem gradi nove sestavine. Zdaj pa pogledajte še naprej. Komur manjka teh aminokislin, to so opozorilni znaki. Dobro, ugasne zanimanje za spolnost, se pravi v prvi vrsti, kaj je ta libido vam ugasne. Potem krči v nogah, v mišicah, revmatoidni artritis, se pravi vnetje v sklepu, bolečine v križu, hrbtenici, v vratu, bolečine, ki si selijo iz enega dela telesa na drugega, migrenski glavoboli, splošna otopelost, črne misli, možganska megla, želja po sladkih prigrizkih, občutek brezvoljnosti in kronična utrujenost. In drugi znaki, se pravi te aminokisline cistein pa cistin, vnetja sklepov, prezgodne sivenje, težave s pomnjenjem, s koncentracijo, oslabljen imunski sistem, pojav avtoimunih obolenj, tudi vrtoglavica, potem pa neplodnost, slabo odzivanje telesa na stres in na dolgi rok izgorelost. In ja, zakaj se mi ljudje ne moremo ustaviti prej kot takrat, ko je pogosto prepozno? Zadnje čase poslušamo take grozne novice o ljudeh, ki naenkrat umrejo. Kot recimo Sanja Lončar, mene osebno je njena smrt močno prizadela, imela je raka. In zdaj, če gledamo, kaj je rak. Rak je bolečina duše. Rak je rak duše. Vsaka kronična bolezen je zadaj neko čustvo, ki ga je treba pozdraviti. In zato je tako pomembno, da ja, eno je hrana. In če pogledamo Sanja Lončar, če je kdo bil ekspert za hrano, Sanja Lončar. Ampak ni vse tam. Druga stvar so čustvovanja. In ta čustvovanja, to naše energijsko polje, to naše svetlobno polje je ključno pri mladosti, pri energiji, pri tem, kako se počutimo. In zdaj, kaj še lahko naredite, da povečate vaše svetlobno polje, vaše polje energije? Dajte, vsaka pozitivna misel šteje, vsaka. Ampak res vsaka. Kaj berete pred spanjem? Jaz sem zdaj brala tisto knjigo Ženske, ki ljubijo preveč. Ni za pred spanjem. Preveč žalostnih zgodb je noter in res ni za pred spanjem. Ampak, ja, za pred spanjem je lahko recimo, a vam preberem kakšno stvar. Dovoljujem si občutiti varnost tukaj in zdaj. Sprejemam svoja čustva. Zavedam se, da sama ustvarjam svojo varnost. Zavedam se, da imam v sebi moč. Dovoljujem si, da se ljubezen izrazi skozi mene, v meni in skozi mene.
in okoli mene. Zaupam, da se vse ureja tako, kot je v najvišje dobro vseh. Še enkrat preberem. Dovoljujem si, da se ljubezen izrazi skozi mene, v meni in okoli mene. Dovoljujem si, da sem vsak dan bolj srečna. Jaz sem popolno zdravje in zadovoljstvo. Dovoljujem si, da sem radost življenja. Sposobna sem preseči karkoli. Zavedam se, da sem v sebi lepa in mladostna. Zavedam se, da sem v hormonskem ravnovesju. Dovoljujem si, da sem v harmoniji sama s sabo. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar me obdaja. Sprejemam svoje telo. In zavedam se, da jaz sem zdravje in mladost. Jaz sem vir moje sreče. Jaz sem vir mojega miru. Jaz sem vir moje samozavesti. Jaz sem vir moje ustvarjalnosti. Jaz sem vir mojega zadovoljstva. Jaz sem vir moje sreče. Jaz sem vir moje mladosti. Jaz sem vir modrosti. Jaz sem. Kdo sem jaz? Jaz sem vir obilja vsega dobrega v mojem življenju. Zavedam se, da sem popolna taka, kot sem, ker jaz sem vir svetlobe. Glede, kdo sem jaz? Jaz sem vir v sebi noter. Jaz to lahko generiram. Ne potrebujem občutiti oziroma ne potrebujem tega, da se počutim kot žrtev okoliščin, zato ker imam v sebi moč, ker lahko delam spremembo v svojem življenju. Pač pomislite, kakšno moč imate v sebi, ampak ja, če vaše tole energijsko polje je tako okuženo s temno energijo, žalostjo, jezo, zamero, sovraštvom, kako boste svetili? Je to tako kot žarnica, ki je popolnoma umazana od saj in ne vdaja nobene svetlobe več. To ne pomeni, da žarnica ne dela. To pomeni samo, da jo treba sčistiti. In ta svetloba, oziroma ta čistilna energija, ki čisti, veste, je dejansko zdravilna molitev dekodiranja, ker z vsako ponovitvijo rečete, zdravilna svetloba teče skozi mene. Zdravilna svetloba. In ta zdravilna bela božja svetloba čisti vašo to notranjo svetilko. In potem, ko sijete, odpade vsaka potreba potem, da se ubijate z nezdravo hrano in imate misli in čustva za vitko postavo, pa ne gre se za vitko postavo, gre se za zdravo postavo. Ni pomembno, če imate nekje par milimetrov preveč po vaših merilih. Gre se za to, koliko svetlobe občutite v sebi. Zadnjič sem govorila z enim gospodom in mi je opisoval, kako je bil na neki plaži s 3, pač poslovno sodelujejo, mladimi puncami, ki so imele vse 3 idealno postavo. Je rekel, in potem opazuješ tiste gospe pri 65 letih, ker vidiš, da je vse doživela v svojem življenju, ki je žmohtna. Se razumete to, ne? Ni taka, pač je žmohtna. Se pravi, ima obline, sije svetlobo, zadovoljna je v svojem telesu. Je rekel, veš, da bi takoj moje 3 zamenil za tisto eno. 3 fine za eno žmohtno. Mislim, dobro, zdaj se sliši malo čudno, ampak dobesedno to je rekel. In zdaj, če gledate, ne, ni pomembno, koliko si suha, gre se za to, koliko si zadovoljna. Koliko imaš svetlobe v sebi, koliko lahko ti objameš sebe in rečeš, ej, moje telo, hvala ti. A ni dober, gibam se lahko, koliko je pa to dobra zadeva. Gre se za to, da znamo biti nežni do sebe, ne pa da smo sami sebi največji rablji. Zavedam se, da sem neskončno ljubljena. Jaz sem neskončno ljubljena. Jaz sem magnet za ljubezen. Jaz sem magnet za obilje. Jaz sem božja zaščita. Zavedam se, da sem ustvarjena po božji podobi. Zavedam se, da sem središče božje ljubezni.
In vsak od nas, kot ljubljeni otrok stvarstva, verjemite mi, da smo popolnoma varni in zaščiteni. Vse imamo tako neverjetno moč in tako škoda je, da se okužimo z negativno energijo. A gremo še na pozitivna sporočila. Danes sem želela o tem govoriti, kako pomembno je, da se rešite zasvojenosti, se pravi, da najprej nahranite telo s to pravo hrano. Zdaj, še en nasvet. Če vidite, da ne pridete do dovolj aminokislin, lahko pri meni na spletni strani naročite Neolife Shake. Neolife Shake ima noter vseh 22 aminokislin in tudi te ključne aminokisline, ki so za izdelovanje vseh teh dobrih povezav v vašem telesu, da se rešite zasvojenosti. Poleg tega, seveda celica je osnova našega zdravja, če imate že izgorelost na vašem mestu, bi naročila ta trenutek. Če ste že na točki izgorelosti, jaz bi vzela komplet za hujšanje. A veste zakaj? Pa ni rečeno, da ste premočni, ampak gre se za to, da dobiš vse hranilne snovi, vse, kar potrebuje tvoje telo, da ohranja vitalnost, moč, da se obnavlja, da ponoči se umiri in da lahko spite. In seveda, svoje energijsko polje bi napolnila z samimi pozitivnimi stvarmi. Od tega, da če bi že gledala televizijo, bi gledala nekaj, kar je zanimivo, smešno, kar mi veča vibracijo, kjer se nasmejim. In če tega ne najdem na televiziji, bi si sama naredila take večere, v katerih bi uživala. Ali bi pacala, pa bi slikala, ali bi fraktalno risbo delala, mogoče pisala, mogoče si prižgala glasbo in zraven kvačkala, karkoli, kar ti dviga dobro razpoloženje. No in dajmo zdaj pogledati, če karte prehod v novo dobro. Dobro, ja. Prehod v novo dobro. Če želite iti v novo dobro, je čas, da se očistite. In je prišla karta čistost. Osvobajaš se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Se pravi, to je prva zadeva. Če imate prehod v novo dobo, je čas, da spustite tudi kakšno solzo, ker vaša čustva se čistijo, tvoja duša se čisti. Solze so avtopravnica za dušo, dovoljte, da se čistijo vaše bolečine. In naslednja zadeva, pomembno je, da si priznaš resnico. Ne vem, kaj imamo mi s tole resnico, ampak vsakič, ko vam berem karte, vedno pride ven resnica. Ti si popolna. Dovoljuj si videti jasno in videti resnico. Ti si resnica. Dovolj si videti barve življenja, dovolj si videti vse to, kar ti si. In nek zaključek poti v tvojem življenju, to pomeni, da se neke lekcije zaključujejo. In če se oklepaš tistega starega, to pomeni, da te zelo, tako kot, a veste, kaj je rekla Manca Košir? Manca Košir je rekla, da jo življenje tlači skozi šivankino oko. No in to je še ena velika duša, ki je umrla zaradi raka. Tako mi je žal teh velikih duš, ki naenkrat umrejo zaradi tega, ker vse niso bile pripravljene. Zdaj, da se razumemo, ne obsojam Mance Košir, ampak dejansko na njo sem se spomnila. Ne govorim, kaj je ona naredila, kaj ni, ampak to je lekcija za vas. Toliko neverjetnih duš tako prehitro odide. Naredite nekaj, ne bo to lekcija za vas, naredite nekaj na sebi. Če vas telo že šlata s kakšno boleznijo, naredite nekaj na sebi. Zato, ker vaša zavest se hoče dvigati na višjo nivo in obdržite to telo. Naj to telo gre z vami na višjo vibracijo, ker če ne boste šli vi na višjo vibracijo s tem telesom, duša zapusti to telo in pride ponovno v to življenje z novim telesom in upa, da mogoče bo ta nova osebnost zmogla razumeti, da je treba narediti nekaj na sebi. In intuicija, jasnost. Ti poznaš resnico, ti si resnica. Spet smo pri resnici. Kaj imamo mi s to resnico? Pejmo na druge karte. Se pravi,
stvarnik je zdaj rabam za tole dušico, ki še vedno tole posluša. Resnica je povezana z odpuščanjem, z nekim odpuščanjem. Se pravi, kaj je tisto, kar mora, ali pa mora, kar bi bilo prav, da zavesti tale dušica, vi, ki tole še poslušate, kar je povezano z resnico. Se pravi, nekaj, kar je povezano z vašo resnico, kaj je prav, da zavestite, veste, da se odločate, silovit preboj naprej, duša vas ne pusti več pri miru, zaupati morate. In nekdo v vašem življenju igra politiko, dvoličnost. Nekdo v vašem življenju je tole. Kaže vam lep obraz, ampak je maska. Zadaj je njegov pravi obraz in vi ga čutite, vi poznate resnico, vi veste, da zaradi tega, ker vas je ta oseba že tokrat pustila na cedilu, zaradi tega, ker je bilo že toliko jasnih situacij, ko ste videli resnico, ampak vedno znova pristanete nazaj. In komu morate odpustiti? Sebi. Tudi tej drugi osebi, ker pač in sprejeti resnico, da situacija je taka, kot je. In vaša duša vas hoče poriniti naprej. Prišlo je do neke dozorelosti, je tako kot kapljica, ki se pretoči v večje morje, enostavno ne morete tega procesa zadržati. Ko se zgenerira dovolj energije, dovolj vode, kapljica postane pretežka in ne more več tam obstati in se pretoči naprej. Ravno tako z vašim življenjem, enostavno ne morete. In zdaj imate občutek, da boste padali v neznano. Občutek, da ne veste, kam greste, ampak je povezano z vašo, samo zaupati morate, ker vas bo pač tako kot ta voda, kapljica, ko pada nekam, in ne ve, kam pada, ampak od spodaj je voda in se bo zlila s to vodo. Se pravi, zaupati, da kamorkoli že greste, bo vse v redu. Mogoče je čas za neko tiho opazovanje ali pa mogoče celo žalovanje za tem, kaj bi bilo, če bi bilo, kako bi bilo, če bi bilo idealen, pa ni. Mogoče tudi neko odpuščanje sebi, ker mogoče bi že zdavnaj mogli ukrepati, pa niste imeli moči. Ampak je vse v redu, to je vaša pot in vsaka pot je prava, točno tako je prav. Tako da zdaj, če pogledamo naprej, spustite boj, nehajte dosti, te dve zmerom prideta v kompletu. To, kar se vam dogaja, vam povzroča izžetost, nečesa se oklepate, boj je zadaj, ne rabite več tega, pač spustite. To ni za vas. To ni več za vas. Ta odnos ni več za vas. A bomo pogledali, kam greste? No, da vidimo, kam greste. Tukaj bomo 3 karte vzeli, pa bomo pa šli še te moje, tiste, ki vam najrajš, kam greste. Novo potovanje se začenja za vas, samo zaupati morate. Tukaj, pri teh kartah, norec, se pravi, niste vi norec, ampak je človek na začetku novega potovanja. In 2-krat je prišel svet. Enkrat svet, ki je v ciklonu, ki se ruši, tornado, ampak na sredini noter je yin in yang, se pravi mir. In naslednja svet. Se pravi, ali greste na internet, ali greste online, ali vas hoče poriniti vaša duša naprej, hoče vas poriniti nekam naprej, kjer je vaša pot. Očitno imate nek večji namen, kot pa samo predelovati dramo z enim človekom. No, dajmo še naprej pogledati naslednjih nekaj mesecev za vas. Tele moje karte. Jaz berem samo 3 karte, ker imam jih res veliko, obožujem karte, ampak prehod v novo dobo, Osho Zen tarot in zlati tale tarot. To berem. V glavnem, te so mi veliko veselje in mogoče za vse tiste, ki menite, da tarot je povezan s hudičem. Ja, to je mogoče samo eno od vaših prepričanj, moram se bati energiji. Glejte, tudi nihala, jaz uporabljam za zdravljenje, uporabljam
nihala, ne, to je nekaj slabega. To so prepričanja. Nihalo samo je nihalo. To ni ne slabo, ne dobro. Nihalo je nihalo. Karta je samo karta. Predznak jaz dam. Veste, predznak karti dajem jaz. Zanimivo. Pa karte, ki so padle ven, so dejansko te, ki so že zadnjič padle ven pri zadnjem branju. Prihaja neka nova strast v vaše življenje, ko boste zbrali toliko moči, da boste vzeli leva na vrvico, svojo notranjo moč, in boste nehali obžalovati vse, kar se je polilo, kar ni, kar bi bilo lahko, ko bi bilo in tako naprej. Se pravi, hrepenenje po tem, da bi bilo drugače, kot je. Ker veste, ki je potencial, kako bi lahko bilo, ampak lahko govorim tako, ker mislim, jebat ga, ni. Poglej resnici v oči, realnost je taka, kot je, ti se lahko živiš v zanikanju, ampak tvoja duša te kliče naprej. No, zdaj pa, kam greš? Pol leta. Kaj se bo zgodilo do novega leta? Do novega leta 5 kart. Tako sporočilo sem dobila, tole za povrh. Se pravi, 5 kart. Wow, kam greš? Zdaj vam pa pokažem. Tukaj si zdaj. Oglej si tega človeka, preobremenjen. Ne more več, nosi vsa bremena. Ne more več. Tu si zdaj ti. Enostavno vidiš, da je čas, da ta bremena odložiš, ker ne zmoreš več. Zdaj pred tabo je neka odločitev, se pravi, čas, da se odločiš. Tako ali tako, vsaka odločitev je prava, ne obstajajo napačne. Ena deluje bolj lagodna, pa ni rečen, da končni rezultat bo to dober, druga je videti težja, ampak tam te čaka več sreče in več obilja. In tisto, kar te res čaka, glejte to, družinska sreča in še materialno obilje. Glejte to. Čakate samo obilje. Ja, nisi še tam, se pravi, bo neko obdobje potrebno, da ladje priplujejo tvoj pristan, je v redu, ampak na nek način so se stvari že zgodile, samo tvoja odločitev je tukaj, samo vesolje čaka na tebe. Na neki mrtvi točki si, zaradi tega, ker se ne znaš odločiti. In vesolje ti ne zmore pomagati, zaradi tega, ker čaka. Ampak ko boš ti dala zeleno luč, vidim, da tukaj zadaj je toliko nakopičene energije. Strah, od popka navzdol, mogoče celo na bruhanje ti gre od tega, ker te je toliko strah v življenju neke spremembe narediti. Ampak, ko boš, to je sanjarjenje, tukaj odspali, vse bi bilo, če bi bilo, kako bi bilo. Šment, ni. Priznesi resnico. In ko boš zmogla reči, zdaj pa tako, zdaj sem se pa jaz odločila, takrat vesolje začne delovati v tvojo korist. In to, kar bo prišlo v tvoje življenje, je že pripravljeno na izstrelitev, samo še čaka, da pride do tebe. Se pravi, ja, tale karta je meni tako neverjetna. Vse čaše so se polile, tukaj je krt, se pravi, lahko te samo še pokoplje. Povezano je z luno, tukaj je podzavest, čustva, ne moreš nič več narediti. Čaše so se polile, nič več ni noter, nič več nima za popiti. Iti je treba naprej. In ti se počutiš ta trenutek takole. Dotrajana. In ko se boš odločila, se prihaja v tvoje življenje. Res pa je, da takrat, ko smo na takih razpotih, težko je. Vem. Sama sem to dala skozi. Vem, kako sem šla čez svoje strahove, kako sem parkrat bila tako kot tale človek na tleh, z bolečo hrbtenico, iz postelje nisem mogla vstati, zariban križ. Vem, kako to izgleda, kako težko je.
In vem, kako dobro izgleda, ko to narediš. In vem, kako se ti odprejo vrata. In vem, kako ti stvarstvo pokaže pot tam, kjer vidiš, da je samo zid, ampak tako betonski zid, ne vidiš nič. In ko ti rečeš, zdaj sem se pa odločila, se pokažejo vrata, pridejo ljudje, nekaj se zgodi. In potem, veste kaj, potem jokaš od hvaležnosti. Jokaš od hvaležnosti, ker enostavno si tako, jaz zase govorim, tako sem hvaležna za vse dobro v mojem življenju, da druga ne morem reči kot samo hvala. Samo hvala stvarstvu. In zdaj tisto, kar slišim, tako, hvala tebi, ker si delala korake. Ja, tega pa ni noben delal namesto mene, veste? Tudi odločitve nihče ni sprejel namesto mene, pa bilo toliko lažje, če bi nekdo drug nekaj naredil namesto mene. Ja, je težko? Je. Jebeno je, res je jebeno. Ampak, če do zdaj le poslušaš, zmoreš. Tako da, kar korajžno in boš videla, ko bo več svetlobe v tvojem polju, takrat se bojo dogajali čudeži okrog tebe in vse bo šlo tako, kot mora iti. Tako da, vse dobro in korajžno naprej. Uživaj.